Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, še enkrat za besedo. Lep pozdrav še vsem prisotnim. Pred seboj imamo zakon, s katerim se omogoča pridobitev pavšalne denarne odškodnine zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, otrokom in staršem civilnih oseb, ki so umrle, bile ugrabljene ali pogrešane zaradi delovanja JLA v obdobju osamosvojitvene vojne. Sami menimo, da je prav, da tovrstne osebe dobijo pravično zadoščenje, in sicer kot neko nadomestilo v denarni obliki. Njihovo izgubo je nemogoče vrednostno ovrednotiti. Kljub temu pa denarno nadomestilo za te oškodovance pomeni določeno zadoščenje. Žalostno je, da se tovrstni položaji urejajo več kot 30 let po tem, ko je do teh primerov prišlo. Želel bi izpostaviti, da pri urejanju tovrstne problematike ni moč očitati zakonodajalcu, da je pozabil na te ljudi. Menimo namreč, da bi lahko ti oškodovanci poiskali pravično zadoščenje na sodišču že takoj, ko so nastopile določene duševne bolečine. Tovrstni položaj ne bi bilo treba urejati v specialnem zakonu, temveč zadošča že podana pravna podlaga v civilnih predpisih, ki so ves ta čas veljali. Tako je v trenutku nastanka škode veljal Zakon o obligacijskih razmerjih, sedaj velja Obligacijski zakonik in oba zakona sta urejala pravico do denarne odškodnine v primeru duševnih bolečin v primeru smrti bližnjega. Vsebina zakona, ki ga imamo pred seboj, je čisto politična, saj gre za poudarjanje dogodkov v letu 1991 s strani agresorja in moralno zavezo s strani osvoboditeljev, da se povrne škoda čisto vsem prizadetim. Splošno odškodninsko pravo je po našem mnenju že ves čas dovoljevalo, da bi oškodovanci poiskali pravico na sodišču. Težavo vidimo v pavšalnem določenem nadomestilu, saj se s tem posega v temeljno načelo odškodninskega prava, in sicer v višino odškodnine. Prav tako je 30-letno obdobje po nastali škodi takšen čas, ko je po našem mnenju pri veliki večini oškodovancev duševna bolečina izzvenela. Ampak, ker zasledujemo načelo socialne države, bo država ponovno iz proračunov financirala pavšalne zneske za škodo, ki je nastala pred več desetletji. Seveda se tukaj postavlja pod vprašaj, če tovrstne odškodnine sploh kdaj zastarajo ali ne. Zadeva bi se morala celostno urediti takrat, ko je bil zakon sprejet, in sicer v letu 1997. Vse kasnejše spremembe so plod določenih političnih preigravanj in nabiranja političnih točk, predvsem pa so všečne. Želimo si, da tokratna novela zakona, ki ureja tovrstno problematiko, da je zadnja in da se je področje kdo ve in kdo vse in zakaj vse je upravičen zaradi dogodkov med osamosvojitveno vojno v letu 1991 dokončno izčrpalo. Spomin na tiste čase naj se obeležijo z raznimi proslavami in državnimi prazniki, trenutne vplačnike v proračun pa naj se preneha obremenjevati z vsemi mogočimi izplačili, ki so povezani z dogodki v letu 1991. Hvala lepa.